Dober večer, lepo pozdravljeni na ta Miklavžev večer. Imamo prav poseben dogodek. Predavanje dr. Anje Dular o frankfurtskih knjižnih sejmih, torej v množini, v zgodovini, o prisotnosti slovenske knjige na frankfurtskih sejmih. In seveda je ta decembrski čas prava priložnost za vpogled v preteklost in pa seveda tudi za pregled tega leta, kjer je gotovo slovensko kulturo najbolj zaznamoval dogodek Slovenija, častna gostja na frankfurtskem knjižnem sejmu. In v tem duhu bomo seveda tudi mi počastili danes knjige. Zaključek predavanja pa bo sledil tudi matičin Miklavžev dar, kaj drugega kot knjige. Torej knjige in še enkrat knjige. Slovenske in to v mednarodnem prostoru. Izvolite, dr. Anja Dular, beseda je vaša. Lepo pozdravljeni. Ko se je začela ta velika promocija predstavitve Slovenije na frankfurtskem knjižnem sejmu, sem se ozrla nazaj v svoje raziskave, ki sem jih delala že pred leti, in sem rekla, morda bi bilo pa za Slovenijo zanimivo, da bi jim predstavila, kaj je na frankfurtskih knjižnih sejmih nekdaj že bilo iz naših krajev oziroma izpod peres naših ljudi. Torej, se bomo sprehodili prvih 200 let po frankfurtskih knjižnih sejmih. Uvodoma si pogledamo, kako so sejmi v srednjem veku, namreč gremo že v srednji vek, zgledali. In to so bili splošni sejmi, kjer se je največ prodajalo, kupovalo, in na njih je bilo polno stvari, od živine do jestvin. Na robu pa so včasih postavili kramarji tudi stojnice z knjigami. Tako se je začelo po vsej Evropi, tudi na sejmih, ki so bili v Ljubljani, več sejmov smo imeli čez leto, naprimer v 16. stoletju. Srečamo tudi stojnice, sprva knjigovezov. Zakaj omenjam knjigoveze? Zato, ker knjigovezi niso samo vezali knjig, ampak so prodajali tudi vse pisalne potrebščine, papirje raznih vrst. Nabavljali so tudi knjige za razne posameznike po celi Evropi. Na svojih pultih pa so imeli tudi drobne knjižice, ponavadi razne koledarje, zelo so bili pa na časti tudi koledarji za puščanje krvi. In na enem izmed sejmov ljubljanskih, to se pravi leta 1678, dobimo prvega pravega knjigarnarja, ki tu ustanovi svojo knjigarno, svojo tiskarno in se predstavi tudi s katalogom knjig, ki jih je ponujal prebivalstvu. V njem je nekaj čez 2000 knjig, se pravi, je imel občutek, da bo to zaledje, to področje kar zainteresirano z tem, da bi lahko bralo zelo različna in zelo pomembna, strokovna in pa tudi poslovna dela. No, pa pojdimo vseeno nazaj v Frankfurt in se sprašujemo, kdaj se je frankfurtski sejem, oziroma kdaj so se frankfurtski sejmi začeli. Ne knjižni sejmi, ampak sejmi, kar tako, da rečem. No, morda en utrinek iz tega, tu se je prodajalo vse, in ko sem nekoč pred leti na Dunaju iskala eno pomembno knjigo o frankfurtskih sejmih, ni bila v nacionalni knjižnici, ampak je bila v Teater muzeju. Najprej sem se čudila, zakaj pa tam, ampak
potem, ko knjigo prelistaš, vidiš, da je večina gradiva predstavljena razne obleke, to se pravi, za gledališče, za gledališko zgodovino je bilo to še kako pomembno, zato so pač hranili tam. To je pač samo ilustracija. No, torej od 12. stoletja naprej so v Frankfurtu imeli sejme. Kdaj se pa prvič pojavijo tiskovine na sejmih? Tole je pa letnica 1427. In sicer to so prve tiskovine, ki so zabeležene, da so bile predstavljene na sejmih. To so igralne karte, seveda tiskane v blok tehniki, se pravi v tehniki, kjer ni še premičnih črk, in je v bistvu ena vrsta grafična tehnika. Na levi imate pa potem tudi ročno polovirane te igralne karte. Kdaj se začne pa knjižni sejmi v Frankfurtu? Prvi knjižni sejem naj bi bil leta 1470, še danes ima po njem ena izmed ulic frankfurtskih ime. Na tem sejmu so se najprej predstavili seveda domačini, frankfurtski tiskarji, frankfurtski založniki. Torej, prvi korak je bil narejen, iskrica se je sprožila in že 8 let kasneje dobimo na knjižnem sejmu dva zelo pomembna založnika, enega iz Nürnberga, to je Anton Koberger, to je založnik inkunabul, ki jih imamo največ tudi v Sloveniji izpod njegovih tiskarskih strojev, pa potem Johann Arnbach iz Basla. Se pravi, zdaj sta bila tam že dva. Čez 2 leti srečamo že tiskarje iz Züricha in tudi iz Strasbourga. Šlo pa je zelo hitro naprej, namreč leta 1501 je sodelovalo že 254, so sodelovali tiskarji iz 254 evropskih mest, tiskarji in založniki, to so bili več ali manj v eni osebi. Med njimi omenjam posebej Pariz, Lyon in Antwerpen, kjer so bili tudi znani sejmi, knjižni sejmi, in pa Benetke. Benetke so bile v tistem času nek poseben fenomen, kajti svojo tiskarsko produkcijo so imeli tako zavarovano, zaščiteno, da ja ne bi kdo s svojimi tiski prišel v Benetke in posnemal njihovih tiskov, tako da je ta preskok Alta Manucija v Frankfurt en izmed pomembnih korakov v založništvu, beneškem založništvu. Zdaj se moramo pa vprašati, kako poznamo gradivo, ki je bilo predstavljeno na frankfurtskih knjižnih sejmih. To je naredil pa zelo pomemben korak Georg Willer, augsburški knjigotržec, ki je leta 1564 izdal prvi sejmski katalog. Torej je zbral gradivo vseh stavljavcev in jih predstavil v drobni knjižici v sejmskem katalogu. Willerju se moramo zahvaliti še naprej za naslednjo potezo, da tako rečem. No, on je potem vsako leto to počel, ampak naslednja poteza, ki jo je napravil, je pa še pomembnejša. Namreč leta 1592 je izdal kumulativni katalog, to se pravi, je zajel vse svoje kataloge od leta 1564 pa do leta 1592 v enem zvezku in s tem smo dobili pravzaprav za skoraj 30 let vpogled v to, kaj se je v Frankfurtu prodajalo. Smatral je, da je njegovo delo tako pomembno, da ga je zavaroval z cesarskim privilegijem, to se pravi, da knjiga ni smela biti
ponatisnjena oziroma podobna knjiga naj ne bi šla naslednjih 10 let. Zakaj je bilo to tako pomembno? To je v bistvu bila neke vrste bibliografija in so jo znanstveniki, raziskovalci že v 16. stoletju in potem naprej v 17. stoletju te kumulativne kataloge zelo študirali, da tako rečem. No, ampak 10 let je poteklo in leta 1602 dobimo drugi kumulativni katalog, ki ga je izdal Kles in kjer je šel pa še malo širše, namreč tu ni zajel le gradiva od leta 1564, ampak celotno 16. stoletje. Tako imamo zdaj dva ta pomembna kumulativna kataloga. Zanimivo je, da so bile to knjige, ki so jih imeli v svojih bibliotekah zelo pomembni možje, zgodovinarji po celi Evropi. V našem, v Sloveniji, vemo, oziroma imamo ohranjen izvod, ki je bil že leta 1603 v ljubljanskem semenišču s podpisom tedanjega škofa Buchenheima. Torej, ta knjiga je v semeniški knjižnici, v njej je pa okoli 15.000 zavedenih, okoli 15.000 naslovov, ki so išli v 16. stoletju. Kaj pa Slovenci v tem času so bili kaj predstavljeni v teh knjigah? Če gremo naprej, lahko si pogledamo, kar nekaj Slovencev je bilo že imeli svoje dela so na Frankfurtskem knjižnem sejmu. Prvi je tam omenjen Žiga Herberstein, mogoče še za zanimivost. Knjige so bile razvrščene po osebnih imenih, ne po priimkih, tako da morate pri Herbersteinu iskati seveda pod Sigismundom in tako naprej. Pa tudi vse Jakobe morate prevrstiti, če hočete priti do Galusa. No, potem je bil v 16. stoletju predstavljen tudi opus, oziroma knjige iz opusa Jakoba Galusa, pa iz pravne knjige Martina Pegiusa, pa tudi jezikoslovca Hieronima Medisarja, njemu se bomo še večkrat kasneje vrnili. Omeniti pa je treba tudi to, da seveda slovenskih knjig ni, ampak se omenja, najdemo delo Jakoba Andreja, to je teolog iz Tübingena, ki je imel pogrebno pridigo za Primožem Trubarjem leta 1586. Ampak tudi sem si privoščila, da sem dala njegov naslov prevoda, ki ga je že 2 leti kasneje napravil Matija Trošt. To je pač žal en sam izvod je ohranjen in sicer v Švici. No, ampak na vsak način to sem napisala namenoma zato, ker sem srečala eno sošolko, slavistko, ki ni niti to vedela, da obstaja pogrebna maša za Primožem Trubarjem, ki je bila tiskana, da je pa šla pa na Frankfurtski sejem, to je pa ne zamerim, da ni vedela tega. No, zdaj se vrnimo še do Hieronima Medisarja. To je bil znan jezikoslovec, zgodovinar, zelo ploden mož in omenjamo ga zato, ker je on tisti, ki je prvi prinesel slovenščino na Frankfurtski knjižni sejem. No, to smo na srečo tudi ob teh raznih promocijah omenjali. In
so omenjali, da je pač slovenščina prvič bila tu že leta 1592. Sestavil je seveda dvojezični slovak, štirijezični slovak, nemško, latinsko, slovensko in italijanski, in pa zbirko pregovorov, kjer je tudi nekaj slovenščine uštete. Takole vidimo lahko upise teh dveh del Hieronima Medisarja, najprej v leta 1592 v Vilarjevem katalogu in potem leta 1602. Mogoče je pomembno tudi to povedati, da je očitno že isto leto, ko sta te dve knjigi išli, Medisarjevi so bili na sejmu, kar ni bilo čisto običajno, namreč knjige so po navadi prihajale na sejem z enoletno zamudo. Princip je, da svečaš knjige iz leta 12, leta 13 in tako naprej. No in kako so izgledali te pisi slovarjev, je zanimivo, da nemščina in latinščina sta seveda izpiljena jezika, tako rečem, medtem ko pri slovenščini pa niso bile čisto jasno vse besede, kako se na jih prevaja, zato imamo ogromno sinonimov, kar je zelo dobro, zelo zanimivo. No in ta slovak štirijezični je potem izhajal v več izdajah do 18. stoletja. Tam pa se celo pojavi to, da slovenščino pojasnjujejo s celim stavkom, no, to smo zdaj malo skočili naprej. Potem imamo še tole zbirko pregovorov, kjer je tudi nekaj slovenskih, no to vidite, hud koza, hud kosliček, ne, danes bi rekli kakršen oče, takšen sin ali kaj podobnega. Potem te pregovori so zbrani po temah, kjer se potem pojavijo pregovori v različnih jezikih. Naprimer, vsaka ptica k svoji jati leti, to je zraven tipičen primer angleškega birds of feather flock together in tako naprej. Zakaj so pa te izrazi, zakaj so pa te pregovori v ljudskih jezikih? No, mogoče se spomnite začetka naše parlamentarne demokracije, kjer so določeni ljudje radi pokazali, da znajo latinsko, in ker je kakšen izraz oziroma pregovor vabljiven, da tako rečem, včasih je bila latinščina pač dialogično, da je vsak znal, je bilo pa fino, da si se lahko poafnal v jeziku okolja. In to so bili te pripomočki. No, prej smo bili v 16. stoletju, ki smo ga lahko dobro šli skozi ob teh kumulativnih katalogih, potem pridemo pa v 17. stoletje, tu pa ni več kumulativnih katalogov, niso jih se odpravljali, ampak je vsako leto sta išla dva kataloga, en ob spomladanskem sejmu in en ob jesenskem sejmu. Spomladanski sejem je ponavadi v Velike noči, jesenski sejem pa je bil pa vezan na praznik svetega Mihaela, to je 21. september. No, ta dva katalogca, niti nista bila tako majhna, sta obsegali nekako med okoli 60 strani, mogoče kakšno leto malo manj, ko je bilo kakšno leto bolj suša, ali pa kakšni, naprimer, v času 30-letne vojne je bilo malo manj knjižne produkcije. Čemu so pa služili te katalogi? Seveda znanstvenikom, zbiralcem knjig, so služili, da so pač vedeli, kaj je izšlo. In tudi te so jih
hranili v svojih knjižnicah in tako danes imamo te kataloge pobrane v raznih nemških bibliotekah, v glavnem, pa nekaj tudi ameriških, ampak to so deli privatnih bibliotek, ki so bili prenešeni v te državne oziroma javne inštitucije. Pri nas, v Sloveniji, je imel kataloge frankfurtskih sejmov, Valvazo, no, vemo pa, da danes te niso v Sloveniji več, prav tako jih je imela družina Arštek, pa tudi te niso več v Sloveniji. Tako da v bistvu danes jih lahko iščemo na Dunaju, pa tudi tam imajo popolne zbirke, manjkajo določena leta in kot bibliotekarji to katalogizirajo, pišejo od leta 1627 do 1750, potem pa iščeš določene letnice, pa jih ni. Ampak to se dogaja. Jih je pa veliko na spletu dostopnih, predvsem nemška knjižnica so dala to precej na splet, ampak tudi to ni čisto popolno. No, kako so pa strukturirani te katalogi, imamo najprej po jezikih, knjige v latinščini, nemščini, francoščini in italijanščini, potem se pa pojavi appendix, to se pravi dodatek. To se pravi, tiste knjige, ki so zadnji hip priletele v Frankfurt in to lahko tudi vidimo, kako so bile natisnjeni naslovi, kar malo poševno, enkrat ležeče, enkrat po strani, no na vsak način en velik nared je v teh dodatkih in ti dodatki so se v samem 17. stoletju kar večali, na koncu so bile že cela tretjina kataloga ta dodatek, potem so pa naredili nekaj okoli leta 1650 eno cenzuro in so spremenili sistem v knjige bodočih sejmov. In potem imamo, mogoče še to dobro povedati, da v tega knjige bodočih sejmov imamo enkrat navadno najavo in če na naslednjem sejmu je potem knjiga že uvrščena v te predele, kamor sodi. Nekaj malega je tudi teh knjig, ki so bile večkrat predstavljene, no, to bom na koncu povedala. Vsebinsko so bile pa razdeljene tudi po vsebini teologija, to je seveda in protestantski tisti so in katoliški, razdeljeni v dva segmenta, pa potem pravo, medicina, politika, geografija, muzika, poetika in tako naprej. Vse se ponovi seveda tudi v nemškem delu teh katalogov. Torej smo zdaj na začetku 17. stoletja in lahko spet iščemo oziroma hočemo najti, kaj je od Slovencev bilo natisnjenega oziroma tistih, ki so se ukvarjali s Slovenijo. Spet gremo k Knegiserju. Kot jezikoslovec je leta 1603 izdal Thesaurus Polyglotus, ki je bil spet predstavljen na Frankfurtskem sejmu in pa potem bom izpostavila samo še dve njegovi drugi deli, namreč Paradisus Delicatarum, to se pravi knjigo o mestu Benetke, kot je bi lahko rekli na naslov, če bi prevajali tale naslov iz leta 1612, vendar tu ni opis le Benetk, ampak je opis Beneške republike. Vemo pa, da je Beneška republika segala tudi na naš prostor in zato je pomembno, da ima nekaj pripomb tudi o našem prostoru, tudi o Kopru, govorite, da je tam odlično vino, potem imate pripombo, da severno se govori vindiš, to se pravi slovensko,
in potem je naprej v Istro in na otoke. Torej, tudi knjiga o Beneški republiki se dotika našega prostora. Še pomembnejše pa je najbrž delo Anales Karintije, ki je išlo leta 1612. Mengesar je tu uporabil Krstanikovo osnovo in jo dodelal. In leta 1613 je bila pa knjiga že na sejmu v Frankfurtu. No, zanimivo je tudi to, da naprimer tule so spustili pač avtorja, ne, in morajo iskati pod naslovom v tem drobnem katalogcu. No, zdaj te prve 2 desetletji, dobro, mogoče, če bi hotela govoriti še o Mengesaru, bi bilo preveč, ampak njegove knjige so bile praktično vse na frankfurtskem sejmu, od tistih, ko je obravnaval Madagaskar do turške slovnice, ki jo pripravil in tako naprej. Zdaj, v sredini 17. stoletja praktično nimamo del, na katere bi se oprla, oziroma katere bi rekla, da so povezani z Slovenijo. Dobro, več manj Komenskega, seveda, so ga prodajali v Frankfurtu in da seveda so ga tudi v Sloveniji študirali njegove priročnike, naprimer Orbis Pictum, Orbis Sensualium Pictus, ampak teh pač tu nisem zajela. Moram pa predstaviti mogoče vsaj 2-3 dela, ki so jih napisali tujci, pa so obravnavali tudi naše področje. Prvo je tole iz leta 1658 in sicer je to delo Hieronima Velša in je geografski prikaz, opis dežel, ampak vidite, Nemčija, potem pa kak skoči na Hrvaško, Italijo in tako naprej. Brez Slovenije tole bi bilo malce težko priti na Hrvaško, če bi delal kakšen drug odvink, ampak na vsak način, če pogledamo po vsebino, ima pa opis Celja, tudi opis Ljubljane, kjer tudi napiše, da se govori ne le nemško, ampak predvsem slovensko. Drug pomemben geograf je Matevž Merjam, ki je izdal topografijo Provincialum Austriacanum. Več izdaj je bilo v 17. stoletju, no in zanimivo je seveda, da so v njej omenjeni tudi naši kraji in seveda predstavljamo pa seveda zato, ker je bilo teh več izdaj tudi večkrat na Frankfurtskem knjižnem sejmu. Mogoče pa je tale še najbolj znan, to je Edward Brown in njegov opis potovanja od Nizozemske do Furlanije. Edward Brown je bil angleški zdravnik, tudi član Royal Society in Warburg Zavor večno sodobnik. Žal pa ne vemo, oziroma ni podatkov, da bi se kdaj srečala, oziroma je več podatkov, da se nista nikdar srečala. Mogoče pa zanimivo še to, da je ta prvič predstavljen v Frankfurtu leta 1686, to se pravi z izdajo, ki je išla v Nürnbergu leta 1685, to je prva nemška izdaja, medtem ko njegove seveda
prva originalna angleška izdaja iz leta 1673 ni mogla Frankfurt, ker pač ni bila jezikovno sprejemljiva za to področje. Takole najdemo njegovo opis njegovega dela v frankfurtskem katalogu, kot sem že rekla, leto dni po izdaji. Zdaj smo prišli že tako daleč, da srečamo že naša zadnja dva oziroma najpomembnejša človeka, ustvarjalca v 17. stoletju, in sicer Janeza Ludviga Schönlebna in Janeza Walserja. Janez Ludvig Schönleben je bil zastopan na frankfurtskih knjižnih sejmih z deli iz obeh področij, ki jih je pokrival, to se pravi kot teolog in pa kot zgodovinar. In tudi njegova dela so bila uvrščena v teološki del teh katalogov oziroma sejma in v zgodovinski del prikaz zgodovinskih knjig. Tudi jezikovno so bila dela med nemškimi in med latinskimi knjigami. Najprej moramo tu predstaviti ta prva njegova teološka dela, ki so izšla še v Salzburgu pri Melchior Johanu, torej jih je ta salzburški tiskar oziroma založnik predstavil v Frankfurtu. Kasneje je izdajal knjige v Ljubljani in tudi v Salzburgu pri Janezu Baptistu oziroma Krstniku Majerju, in tudi ta jih je pošiljal na knjižni sejem. Zdaj, med njegovimi zgodovinskimi deli sta pa pomembnih več, to se pravi najbolj 3, in sicer Emona Vendicata, še vedno salzburški tisk, Melchiorja Johana. Potem imamo pa tu zanimiv tisk, in sicer zaradi, to se pravi disertacijo polemika del prima origine domus Habsburgo Avstrijake, ki je išla leta 1680, in sicer je zanimivo, zakaj sem dala tam tisto modro puščico, namreč to je prvič, da se pojavi ime Ljubljane na frankfurtskem sejmu, mesta, kjer je bila knjiga izdana. To je pač spet en mejnik, kako smo podirali v Frankfurt. Potem imamo pa še eno drugo zgodbo o Schönlebnu, in sicer vsi poznamo njegovo Camillo Antico et Novo, pomembno delo, vendar je očitno, so poslali v Frankfurt poročilo, najavo, da tako rečem, je poslal založnik z drugačnim naslovom, in sicer Annales Sacrofani Accondito Mundi. Accondito Mundi. In sicer, in kaj se je zgodilo, sestavljalci kataloga so postavili delo med teološke knjige. Knjiga je kasneje prišla pa z tem delovnim naslovom oziroma tiskarskim naslovom Carmilla Antiqua et Nova. Vidite, da sta se tu spomladi leta 1682 srečali dve deli, sicer Schönlebna in Walserja, obedva med teološkimi deli, eno upravičeno, namreč Walserjevo delo Theatrum Mortis Humanae Tripartitum, medtem ko Schönlebnovo pravzaprav niti slučajno ni sodila v ta sklop, ampak se zgodi.
To se pravi, da so malo hiteli včasih. No, omenila sem že Valvazovo delo Teatru Mortis Humane, ki je bilo predstavljeno tam v Frankfurtu. No, mogoče kot zanimivost, najprej je bilo predstavljeno brez avtorja, potem v najavi za naslednje leto je bilo predstavljeno brez avtorja, potem ko je bila pa ta prava predstavitev knjige, je pa bil tudi zapisan Ernest Valvazor. Imamo pa še en zanimiv podatek, tudi o Valvazorjevih delih, in sicer to je topografija Architectus Carinthiae iz leta 1688. Tu imamo pa poleg tega, da je bila uvrščena v katalog, še zapis v aktu Bücher Kommission, to se pravi knjižne komisije. Knjižne komisije, kajti vse knjige, ki si jih hotel poslati na frankfurtski knjižni sejem, si moral najprej predstaviti knjižni komisiji. Knjižna komisija je pač dela nad vsebino, nad tem, kaj se je dogajalo, kaj se je prodajalo. In treba je bilo vedno pred sejmom to opraviti. Ta knjižna komisija je že delovala že v 16. stoletju in vendar bi pričakovali, da je njen arhiv zelo, zelo bogat, vendar je malce bolj skromen, kot bi lahko bil. Hranil je pa danes na Dunaju v Hausothof arhivu. No, in to je eden izmed zapisov, kaj bojo poslali na frankfurtski sejem iz založbe Wolfganga Moritza Enterja, to se pravi založnika Valvazorjevih del, tako topografije Carinthia, kot tudi njegovega temeljnega dela Slave Vojvodine Kranjske. Slava Vojvodine Kranjske se je pa malo zatikalo. Najprej so jo najavili že na sejmu bodočih, na seznamu bodočih knjig leta 1688 spomladi. Ampak knjiga seveda takrat še ni šla, ampak ni šla tudi ne jeseni 1688 leta. In tu imamo zdaj en poseben primer, da jo zopet najavijo spomladi leta 1689. Tu je že razdeljeno tudi vsebina po vseh knjigah in tako naprej, ampak spomladi leta 1689 knjiga je še vedno v tisti rubriki knjige, ki bodo prišle. Žal moram pa povedati, da nisem našla kataloga iz več kot 1690 ali pa vsaj 89 jeseni, kajti Valvazorja ga nima v svoji knjižnici, ni ga na Dunaju, ni ga na spletu nemških knjižnic, tako da jaz mislim, da tam je, samo več pa ne morem povedati. No, tako smo nekako prišli preko prvih 200 let frankfurtskega knjižnega sejma in moram povedati, da v zadnjih 10 letih 17. stoletja je sejem pešal, dobil je konkurenta, včasih so bili katalogi, oziroma praviloma so bili katalogi že izdani za frankfurtski in leipziški sejem skupaj. To se pravi, da je bila ena knjižnica za obe destinaciji. In frankfurtski sejem je pešal, da smo rekli,
kot smo rekli, in leta 1750 je bil Frankfurt Sesein ukinjen, prevzel je seveda vodilno vlogo Leipzig, potem je pa naslednja cezura nastane po drugi svetovni vojni, ko pač nastaneta dve državi in zato se Frankfurt leta 1949 odloči, da obudijo Frankfurtski sejem in takrat je bil najprej bolj skromen, leta 1955 so pa povabili tudi že vse države iz vzhodnega bloka, s tem tudi Jugoslavijo, da so se začeli predstavljati na Frankfurtskem sejmu. Naši prvi začetki v sredini 20. stoletja so bili zelo skromni, slovenščina je bila prvo leto, pa je samo en vodnik po Mariboru je bil tam, potem je bila Župančičeve pesnice, so bile samo v hrvaščini predstavljene in tako naprej. Ampak potem je pač to steklo in smo prišli nekako do tistega, kar smo pričakovali, da mora biti, in sicer do tega letošnjega leta.